V Nacionalnem nogometnem centru Brdo je pogosto zelo živahno. Najbolj seveda takrat, ko se tu zberejo najmlajši. Tisti, ki jim nogomet še vedno pomeni predvsem sproščeno druženje z vrstniki, a se obenem že spogledujejo z idejo, da bi z njim resneje prepletli odraščanje. Tokrat so se zbrali v okviru festivalskega dne. Prišli so vseh medobčinskih nogometnih zvez. Cirka 1200 otrok je v letošnjem letu vključeni v ta program, no in z teh skupin potem so trenerji izbrali ekipe. Na festival povabimo praviloma igralce, ki so redno hodili na regijske centre. Regijski centri potekajo 2krat na mesec v posameznem MNZ-ju. Dejansko je to nagrada za celoletno delo. Tukaj so pač tisti fantje, ki so celo leto najbolj pridno delali v projektu regijskih centrov in dejansko ta festival jim res pomeni eno ogromno oziroma dobro izkušnjo v fazi razvoja. Lahko bi vprašali vse, odgovori, kaj je draž nogometa, bi bili podobni. Zato, ker mi je zanimivo, kako si podajamo, uživam v tej igri, pa pač fajn je biti na igrišču pa se družiti. In obenem prižgati prve iskrice prave nogometne zgodbe. Mogoče se mi tudi zamogočemo odreči, da bom lahko potem v starejših letih malo bolj užival. Rdeča nit letošnjega festivala nogometnih naraščajnikov je bilo ozaveščanje o fer in športnem navijanju, ki ga je treba postaviti v prave okvire že pri najmlajših. Nogometna zveza Slovenije ga je zastavila s projektom Zeleni kartonček za starše. In ta zeleni kartonček je kot nek opomnik temu, kako naj bi starši predvsem navijali za otroke, ne pa jih vodili in ambiciozno stremeli za njihovimi visokimi cilji. Dejstvo je, da je pač v otrocih tekmovalnost. Mi trenerji moramo poskušati to tekmovalnost brzdati. Tak kartonček je zagotovo dobrodošel v nogometu, ker v nekaterih sredinah imamo tudi lahko problematične starše. Mislim, da bo ta kartonček pripomogel k bolj vzornemu, lepšemu navijanju na tribuni. Odzivi so pozitivni v vseh pogledih in na vseh ravneh. Akcija je pomemben prispevek k lepši zvočni podobi nogometnih tekem. Priložnost za predstavitev njene vsebine so tudi dogodki, kot je festivalski dan. Tu se postavljajo tudi tovrstni temelji. Jaz sem zelo strpen in kulturni navijač. Otroci kot prvo morajo uživati v igri in starši jih moramo tule samo podpirati, pa bo vse v redu. Moji starši zelo mirno spremljajo, mami zelo samo spodbuja in nič ne športnega in sem zelo ponosna na to. Jaz sem zelo energična navijačica, ja. Ampak fair, jaz zagovarjam fair play. Da se fanti igrajo, da je igra, da je pošteno, ampak sem navijačica. Pa se pogovor o nogometu kdaj razvije tudi doma? Ja, se po tekmi mi kdaj vpraša, mi pove, da sem dobro igrala, pa tako. Pohvala je seveda za te otroke največja nagrada. V ta okvir spada tudi povabilo na festivalski dan, o katerem bodo pripovedovali svojim vrstnikom. In jih morda vzpodbudili k še bolj pridnemu treniranju, da bodo morda prihodnje leto tudi oni poskusili, kako je igrati na zelenicah Nacionalnega nogometnega centra, na katerih trenirajo tudi Jan Oblak, Josip Iličić, Miha Zajc in ostali reprezentantje.